Ko pripravljamo gredico za naše zelenjavne sadike, se pravi paradižnik, papriko, kopustnice, vse te rastline, moramo gredice dobro pognojiti. Jaz najbolj priporočam konjski gnoj, če imamo pa gnoj iz goveji gnoj od krav ali pa od piščancev, pa mora ta gnoj preležati vsaj 1 leto, da struhni. Konjski gnoj pa lahko takoj uporabimo tudi svež, ni nobenih problemov. Dobro, še malo lahko, takole lepo razporedimo, lepo prelopatamo, takole. Konjski gnoj lahko pride tudi na korenine ali sadike, jih ne požge, tako da lepo raste, tako da tudi ni potrebno tako globoko preštihati, prelopatati, samo da se malo premeša. Zdaj največ se sadi v tem času paradižnik, paprika in te rastline. Kako posaditi paradižnik? Paradižnik mora biti vsaj nekako pol metra narazen, da ima potem dovolj zraka in se hitro izsušuje. Ko izberemo sadiko, pogledamo, ali smo izbrali cepljeno ali smo izbrali navadno, običajno. Če smo izbrali cepljeno sadiko, moramo jo posaditi tako, da cepljen del gleda iz zemlje. Ne sme biti nad cepljen del posajen v zemljo. Pustimo, odstranimo zapirnice, ampak pustimo glavno steblo in še 2 do 3 zapirnice čisto od spodaj, da potem pri cepljenem naredi več stebel, ker je rastlina tako močna, koreninsko tako močna, da tudi več hrane lahko prečrpa in imamo potem tudi več pridelka. To nekako lepo skopljamo jamico in ga posadimo. Seveda moramo tudi dati oporni kov, kar močen, ker te sadike so izredno močne, izredno rastoče, tako da 1,5 metra najmanj, da ga lepo privežemo, da potem, ker tudi ogromno plodi, da je potem lahko lepo raste in da ne pade. Če pa imamo običajne sadike, navadne paradižnika, to se pravi, da ni cepljen, večinoma so zdaj vse te rastline hibridi, tako da ni pomembno, ali je to zgodnji ali pozni. Pred leti smo sadili zgodnega, potem še poznega, zdaj pa to vse v eni sadiki zgodaj začne in skozi vse leto dobro potem uspeva. Odstranimo, jaz priporočam, da če je paradižnik navaden, da ni cepljen, da vzamemo čim večjo sadiko. Se pravi, da je lahko tudi 0,5 metra velika, potem globoko skopljemo jamo. Če ne moremo tako globoko skopati, potem pa naredimo takole, pogrobamo. To pa zato, da nam potem po tem delu naredi še korenine in veliko bolje potem raste in pa plodi skozi vse leto, ker lahko potegne iz zemlje več hrane. Če je možno, ga posadimo tako globoko do tukaj naravnost, da je potem lažje črpa vodo in se manj izsušuje, če pa ne, ga pa lepo takole pogrobamo v zemljo, čim bolj globoko, takole postavimo in zasujemo, da gleda samo tale vrhnji del iz zemlje. Dobro zalijemo in seveda potem pustimo nekaj dni, da se izsušuje, da se počasi vrhnji del izsušuje. Če zalivamo, zmerom zalivamo vse sadike močno, da voda prodre globoko, tudi več kot 0,5 metra, potem pa kakšne dni pustimo, kakšen teden, tudi če je vročina, da korenine
lepo počasi grejo za vodo in se globeje rastlina ukorenini in potem tudi poletne suše bolje preživi. Takole lepo postavimo tudi količek, paziti pa moramo, da postavimo že prej količek, napredno smo posadili rastlino, da ne bomo potem s količkom prebodli steblo, ki je poševno postavljeno. Tako posejeno, potem še dodamo, ko malo zraste, travo, kar običajno travo, kjer jo pokosimo po vrtu in jo lepo damo tudi takole na debelo, 15-20 cm, da nam potem lepo zadržuje vlago in pa od spodaj bo tudi malo gnila in bo tudi potem še dodatno dohranjevala to rastlino in pa seveda veliko bolje potem raste, manj oboleva. Če ima paradižnik, paprika veliko dovolj hrane, potem tudi veliko manj oboleva. Kumare ravno tako, te običajne dolge kumare posadimo ravno tako do tukaj gor, do prvih kličnih listov, da naredi ravno tako korenine vse po steblu. In potem tudi bolje raste, bolje odporna in manj se v poletnih dneh izsušuje. Seveda paziti pa moramo, če je cepljena rastlina, zelo pazimo, da če izpod cepljenega dela zraste poganjek, da ga odstranimo, ker ta poganjek potem preraste to rastlino, osnovno žlahtno rastlino in jo zamori. Tukaj moramo zmeraj paziti, da ta del odstranimo pri teh cepljenih kumarah ali pa pri drugih cepljenih rastlinah in potem pa lepo rastlino posadimo samo do tega dela, ko je, kot vidimo, da je cepljen. Če imamo rastline, ki imajo zraven tablice, potem dodamo zraven tudi tablico, da vidimo, kakšno bomo naslednje leto, kakšno sadiko bomo naslednje leto kupili, če nam je mogoče bila všeč ali pa seveda tudi ne.